Ampak te ljudje so danes v urgentnih centrih utopljeni v Ljubljani v 170 000 obravnav na letni ravni in med njimi so tudi takšni urgentni bolniki. V 112 000 na letni ravni obiskov v urgentnem centru v Mariboru, v 102 000 obiskov v urgentni center Celje, 70 000 na letni ravni v urgentni center v Novem mestu in tako naprej. Z temi kvantitativnimi podatki, kar ne gre skupaj, da bo 1/4 ali pa tretjina pacientov, ki jih ambulantno obravnavamo v slovenskih bolnišnicah, urgentnih, to ni. Vidi se, da je sistem zlorabljen in danes ob svetovnem dnevu urgentne medicine si želimo predvsem rešiti urgentno medicino. Urgentna medicina je zdaj zasuta in je deležna po eni strani silnih preobremenitev, po drugi strani pa seveda silnih kritik. Ampak urgentna medicina ni kriva za to. Potrebno je, upam, da tudi to današnjo analizo, nagovoriti organizatorje zdravstva, da z ustreznimi zakonskimi in podzakonskimi ukrepi naredijo na tem področju red. Konec koncev, ob zadnjem razpisu za specializacije za področje urgentne medicine, mislim, da je bilo razpisanih 20, smo dobili zgolj enega samega junaka, ki se je ujenačil specializirati to, ker vzameš v zakup, da ti bodo vsak dan rekli, da si nekaj delal narobe, da si delal prepočas, da si nekoga pustil čakati ure in ure v čakalnici, ker si se vmes prednostno ukvarjal z rumenimi in z rdeče tiražiranimi. Pričakujemo, da bo morebiti s tem nadaljevanjem tega matematičnega modela, da bo ministrstvo izvedlo ciljni raziskovalni projekt in urgentne centre zaščitilo pred neurgentnimi bolniki. Gre za fast track treatment, ki mora biti vedno prost, zato da so tisti, ki so rumeni ali rdeči v naših triažnih skupinah, res takoj obravnavani. Ostali pa tam nimajo kaj iskati.